Na novinarski konferenci Slovenija v letu 2014 na veliki prelomnici, kje smo, kaj nas čaka, so bile predstavljene trenutne razmere in ključne prihodnje naloge. Izpostavljeni so bili obljubljeni ukrepi vlade, ki še vedno niso izvedeni, stališče GZS do predloga nove koalicijske pogodbe in do najpomembnejših nalog novega gospodarskega ministra. Skratka, imamo možnosti za optimizem, če bomo hitreje in odločneje ukrepali in izpeljali zato tudi določene spremembe. GZS je vlado tudi pozvala, naj čim prej doreče kandidata za gospodarskega ministra in ministra za zdravje. Vse to je v domeni Ministrstva za gospodarstvo in čuti se, da tako počasi prihaja tukaj do sprememb in da zato v tem trenutku ni noben polno odgovoren. Enako je z Ministrstvom za zdravje. GZS je v svojem stališču opozorila na vsaj 1 leto zamika v dostopu do EU sredstev, če dokumenti za črpanje evropskih razvojnih sredstev v perspektivi 2014 do 2020 z Evropsko komisijo ne bodo podpisani do konca marca 2014. Izpostavljamo pa, da je še vedno mogoče narediti korake v smeri smotrne priprave teh dokumentov in to zelo hitrim ukrepanjem, da se na najvišji ravni postavi strokovna ekipa, ki bo nadomestila tisto, kar je bilo v letu in pol nazaj zamujeno. Delodajalske organizacije, med katerimi je tudi Gospodarska zbornica Slovenije, so pozvale vlado Republike Slovenije, naj pripravi konsistentna izhodišča za socialni sporazum, ki bo dejansko vodil k izhodu iz krize. Skupno stališče je, da mora vlada v tem trenutku pripraviti svoj predlog izhoda iz krize in ga ponuditi kot socialni pakt objema socialnima partnerjema. GZS v okviru programa Go International Slovenija v sodelovanju z veleposlaništvom Indije mesečno organizira sektorsko omizje s ciljem predstaviti potenciale indijskega trga slovenskim poslovnežem. Namen tokratnega srečanja je bil, da slovenskim podjetjem približamo priložnosti z področja transporta in logistike, ki se pač na hitro rastočem indijskem trgu odpirajo v prihodnjih letih. Gospodarska zbornica Slovenije je tradicionalno pripravila sprejem za predstavnike tujih veleposlaništev akreditiranih za Slovenijo. Poleg 40 tujih veleposlanikov in ekonomskih svetovalcev se je srečanje udeležilo tudi okoli 50 predstavnikov slovenskega gospodarstva. Slovenia has a great deal to offer India in terms of technology, manufacturing capability, research, design, innovation, product and logistics management. Na novinarski konferenci Slovenija življenjsko odvisna od izvoza so predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije predstavili razmere na področju izvoza, pripravili presek lanskoletnih dosežkov na področju internacionalizacije ter prikazali ključne načrte in usmeritve v letošnjem letu. Skupnimi močmi, povezovanje v panogah, pa tudi čezpanožno povezovanje, zato da na teh trgih potencialnim kupcem ponudimo celostno storitev, ne pa samo posamezne delčke. To je priložnost. Na pobudo dr. Francija Demšarja je na GZS potekal trojni intervju o etičnih vrednotah v Sloveniji, v katerem so sodelovali profesor dr. Miro Cerar z Pravne fakultete v Ljubljani, dr. Franci Demšar, direktor Javne agencije za raziskovalne dejavnosti Republike Slovenije in magistr Samo Hribar Milič, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije. No je pa ena stvar, po moje pomembna, da je poštenost povezana z družbo. V Avstriji je sodni sistem zamenjal in kaznoval krivce pri Hypo banki, pri nas bomo pa nekdanjemu predsedniku uprave Nove Ljubljanske banke na podlagi ustavnega oziroma vrhovnega sodišča dodelili enormno odškodnino. Gre samo za to, da bomo morali, če ne bomo sami dojeli pravočasno, narediti nekaj korake v to smer, pač počakati šok terapijo. Informativne dneve Obzorje 2020 so na GZS za raziskovalce, podjetnike, neprofitne organizacije in lokalne skupnosti ter ostale organizacije, ki jih zanima sodelovanje v teh projektih, pripravili Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Gospodarska zbornica Slovenije. Obzorje 2020 daje velik poudarek povezovanju raziskovalne akademske sfere z gospodarstvom
in seveda zelo poudarja podporo malim in srednjim podjetjem. Avtorsko združenje SAZAS in Združenje radiodifuznih medijev GZS Medijske zbornice sta po dolgotrajnih pogajanjih sklenila skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v televizijskih programih v Republiki Sloveniji. Začne sporazum veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu in velja za leto 2014 naprej. Na skupni novinarski konferenci Siva ekonomija, siva lisa slovenskega poslovnega okolja je poleg predstavnikov GZS o aktualni problematiki sive ekonomije v Sloveniji spregovorila tudi Andrejka Grlič, glavna tržna inšpektorica iz Tržnega inšpektorata Republike Slovenije. S tem, ko vsi spoštujemo predpise, se potem tudi ustvarja dober pogoj za lojalno konkurenčnost na trgu. Mislim pa, da si to vsi gospodarski subjekti želijo. Hkrati je GZS še enkrat poudarila pomen in potrebo po čim hitrejši uvedbi davčnih blagajn. Če bi torej spremenili zakon in uvedli davčne blagajne do aprila letos, do aprila 2014, bi bila večina slovenskih blagajn nadgrajena brez kakršnega koli dodatnega stroška za zavezance. Na letošnjem sejmu Informativa sta sodelovala tudi GZS, Združenje kemijske industrije ter GZS, Združenje papirne in papirno-predelovalne industrije, ki sta mladim predstavljala možnosti za poklicno kariero v teh panogah. Kemija je lahko tudi zabavna. Papir je seveda in. Na GZS zbornici kmetijskih in živilskih podjetij je potekalo ocenjevanje kakovosti kruha, pekovskega peciva, finega pekovskega peciva, vključno s keksi in testeninami, ki se potegujejo za zlata priznanje najboljšim pekovskim izdelkom za odlično kakovost v letu 2014. Istočasno bi pa seveda izkoristil priliko in vse kupce, potrošnike povabil, da izbirajo te odlične slovenske pekovske izdelke, ki jih ocenjujemo in za katere lahko z našimi ocenami tudi nekako zagotavljamo kakovost, enako kakovost tokom celega koledarskega leta.